V naslednjem prispevku pa vas povabimo v enega najbolj slovitih naravnih biserov pri nas, v sotesko Vintgar. Ta predstavlja dom kar 600 različnim rastlinskim vrstam, pa tudi številnim živalskim. Svojo čudovito podobo pa že več kot 130 let privablja ljubitelje naravnih lepot z vsega sveta. Pred kratkim je na njenem vhodnem delu, na temeljih starega, zrasel nov leseni objekt, ki poleg izčiščene oblikovne zasnove ostaja zvest lokalnemu arhitekturnemu jeziku. Soseska Vintgar je bila dolgo časa neprehodna. Leta 1893 pa je naravni biser po zaslugi domačinov postal dostopen tudi širši javnosti. Vse odtlej ta naravni biser nedaleč od Bleda spada med najbolj obiskane naravne znamenitosti na sončni strani Alp. Z namenom, da bi zaščitili občutljivi ekosistem soteske, pa so že pred časom omejili število dnevnih obiskovalcev. Ohranjanju naravne in lokalne dediščine sledijo tudi s prenovo vhodnega objekta. Ob vhodu v sosesko Vintgar vas tako pozdravi sodoben vhodni del, ki sicer stoji na gabaritih prvotne brunarice iz leta 1986, a s svojo jasno oblikovno zasnovo na novo črta smernice okolju bolj prijaznega turizma. Se pravi, to je območje, kjer pride več tisoč ljudi na dan. Mene je izjemno presenetila, sploh nisem vedela, da je ta številka tako ogromna. Moram reči, da ko smo recimo enkrat en dan prišli, res takrat, ko je bil visok obisk, to so avtobusi polni ljudi in v bistvu je kako omogočati tako velikemu številu ljudi, da v bistvu vidijo tako občutljivo okolje, hkrati pa zaščititi vse organizme, to res neverjetno lepoto in pa v bistvu omogoča tudi ljudem, da lahko uživajo v tišini, ne pa da se drenjajo skozi te mostiče. Tako da naš prvi izziv jasno je bil narediti objekt, ki prifiltrira te ljudi. Tako da v bistvu je najprej zasnova arhitekturna objekta res zelo funkcionalna in pa logistična, rešuje ta predvsem logistični primer. Potem drugo je, kako narediti objekt, ki je rekonstrukcija, se pravi, mi starega objekta nismo smeli enostavno odstraniti in narediti novega iz več vzrokov. Šlo je pravzaprav za eno tipsko gradnjo 70 let, brez, bom rekla, nekega arhitekta. In smo pač na ta način naredili ta kontrast med polnim in praznim, ki odpira ta lep pogled na reko v svojem transparentnem delu in pa v bistvu v tem svojem polnem delu omogoča tudi servisne prostore, bar, šank in tako naprej. Nova lesena fasadna opna objema ohranjene vitalne dele stare konstrukcije. Tudi spodnji zidani podstavek je v celoti ohranjen. Skozi zastekljeni del vodi vhod za obiskovalce, pogled skozi zasteklitev pa ponuja veličastne poglede na reko, ki pozdravljajo obiskovalce soteske. Pri konstrukciji so se naslonili na tehnologijo mozničene lesene plošče, pri čemer gre za uporabo slovenskega lesa, smreke in bukve. Zunanjo leseno oblogo predstavlja karboniziran žgan les, zaščiten z naravno borovo smolo, ki preprečuje razvoj lesne gobe in plesni ter odganja insekte, obenem pa dobro kljubuje vremenskim razmeram. Tukaj imam en tak primer, kjer se vidi, da v bistvu hiša je postavljena brez žeblov, gre v bistvu samo za lesene moznike in v tem smislu je pač trajnostna. Les v bistvu raziščemo čist do konca, se pravi, uporablja se les v interjerju, v eksterjerju in pa tudi za vse spoje. Les, če ga pustiš neobdelanega, posivi, to ima svoje slabe in dobre strani. Se pravi, so projekti, kjer je pozitivno, da les časoma sivi in te preseneča in se spreminja skozi leta. So objekti, kjer se ti zdi, da to ne gre zraven, ali zato, ker je to pač v takem okolju, kjer bi barva morala ostati taka, kot je, ali je v bistvu deloma pokrit in potem se v bistvu dolga leta dogaja to, da je pač pod pokritimi stvarmi les drugačne barve, kakor tam, kjer ni pokrit. Tako da to so vprašanja estetike in pa trajnosti, s katerimi se veliko ukvarjamo in iščemo načine, kako zaščititi les, da bi mogoče ohranjal svojo barvo in pa tudi ohranjal svojo lastno zaščito in kljuboval vsem tem vremenskim neprilikam in času. Ena izmed teh tehnologij je žganje lesa. To je tehnologija, ki so jo pravzaprav uporabljali že stari Perzijci, kasneje tudi Vikingi v pomorstvu in pa v bistvu smo jo tudi Slovenci uporabljali. Moramo omeniti, da drevak, ki se je našel na Barju, je bil tudi narejen s to tehnologijo, tako da imamo eno dolgo tradicijo. Kasneje se je to tudi uporabljalo v alpskem svetu, v Visokogorju. Sčasoma se je pa majčkeno pozabili na to tehnologijo. Ohranili smo vse vitalne dele starega objekta,
pač zgrajen je v izjemno specifičnem okolju, spet gre za zelo zavarovano območje, čist ob reki, ki je zavarovana tudi kot priobalni pas, tako da gradnja tukaj je sploh specifična. Tam je ogromen vrst rastlin, mislim, da je okrog 6000 rož različnih v sami soteski Vintgar in različnih organizmov, ki pač jasno izgradnjo tudi nismo skušali poškodovati. Tako da v bistvu tukaj smo naredili zunaj žgano fasado, hiša se je izolirala, z notranje strani pa v bistvu gre za v bistvu dvojno lepljeno ploščo leseno po nekem posebnem sistemu, ki je pravzaprav brez moznikov. Pri načrtovanju objekta so veliko pozornosti namenili tudi trajnosti. Trajnostna je gradnja iz več vidikov. Eno je, da je bilo postavljeno zelo hitro, drugo je v bistvu to žganje lesa, ki ga dekarbonizira, tretje pa je v bistvu, da smo skušali ohraniti še vse zdrave dele lesa, ki so tam bili in jih v bistvu v notranjo konstrukcijo pač tega samega objekta integrirali. Tudi z notranjosti v bistvu je objekt pač v lesu, tukaj smo kot neko, bom rekla, nek kontrast naredili v bistvu svetel les in v bistvu cel interjer je zgrajen kot iz nekakšnih takšnih tramov, tako da v bistvu detajli, spoj in tako naprej sledijo neki tradiciji slovenskega stavbarstva in s tem ga v bistvu ljudem tudi na nek način predstavimo. Tradiciji in naravi so se arhitekti poklonili tudi z oblikovanjem elementov v neposredni bližini objekta, z alpskim senčnikom in pitnikom. Pri zunanji ureditvi smo sodelovali z Primožem Novakom in pa Miho Gašperinom, ki je tudi zasnoval to idejo pitnika. To je v bistvu pitnik iz slovenskega kamna Repen, ki v bistvu je na njemu ta simbolika 3 rek, ki se zbirajo v pač to Radovno, ki pač teče skozi sotesko Vintgar. Pitnik se uporablja jasno za goste, ki lahko si napolnijo svoje bidone s to dobro slovensko vodo, s to studenčnico. Po drugi strani pa v bistvu razloži, kako se te reke pač združijo skozi to sotesko. Alpski senčnik je tudi v bistvu delo v bistvu Miha Gašperina. Tukaj gre v bistvu za neko interpretacijo Jugovičeve arhitekture, ki je bil pač nek tak senčnik oziroma zaščita proti dežju, postavljen na neke staro arheologijo. In tukaj pa v bistvu ščiti te ljudi, ki čakajo na vstop v Vintgar v primeru sonca ali pa dežja. A med še znosnim turističnim obiskom in množičnim turizmom, ki obremenjuje tako lokalno prebivalstvo kot okolje, je le tanka meja. Namen arhitekturnih rešitev, kot je ta v Vintgarju, tako ni le funkcionalen, temveč tudi doživljajski. Obenem obiskovalcem omogoča, da v vsej lepoti užijejo ledeniško sosesko, po drugi strani pa svojo prisotnostjo ne motijo naravnega ekosistema.